Prosili ste me, da narišem grafe iz točke 19 in 20 petega dela, to se pravi, kako se deli celoten dohodek med delo in kapital v pogojih proste konkurence in pa v pogojih omejene konkurence. Najprej bomo naredili v bistvu graf za dohodke v prosti konkurenci pod različnimi predpostavkami in potem še graf za monopolne dohodke in pa jasno potem izkoriščenje, ki sledi. Dobro, to se pravi, v tej točki smo se pogovarjali o tem, ko se proizvede določen BDP v gospodarstvu, je potem ta BDP treba deliti med delo in kapital. Tako da bom jaz narisala tukaj dva grafa. Na vertikalni osi imamo dohodke, na levem grafu imamo od spodaj delo, oziroma jaz bom kar označila z L-jem, kakor smo zdaj že navajeni kot labor. Potem bom pa zraven narisala še en graf, kjer bomo imeli pa na horizontalni osi kapital, na vertikalni osi pa dohodke. No, in če imamo predpostavke so prosta konkurenca plus ravnodušnost najprej, ne? To je prvi model. Plus ravnodušnost. In ko imamo tak sistem, imamo takole povpraševanje po delu, povpraševanje po kapitalu, in ko so vsi v gospodarstvu popolnoma ravnodušni, kako, kaj in kako delajo, ker je edino merilo je velikost dohodka, pride preko arbitraže do tega, da so vsi dohodki vseh produkcijskih faktorjev enaki. To se pravi, imamo DR, dohodek ravnodušnost, dohodek ravnodušnost. Ja? No, če relaksiramo to predpostavko ravnodušnosti, pa rečemo, da faktorji niso ravnodušni, kako pa s kom pa kdaj pač sodelujejo, to se pravi, imamo prosto konkurenca plus ni ravnodušnosti. Potem pridemo do druge situacije in se pride do tega, da pride do normalnih dohodkov v prosti konkurenci. S tem, da se ponudba dela se zmanjša, SN, in dohodki narastejo, se pravi DN, Pri kapitalu je pa neka določena posebnost in sicer pride do tega, da je krivulja ponudbe kapitala takšna, to se pravi, to je normalna ponudba kapitala, to se pravi, dohodki kapitala so enaki nič. To se pravi, normalni dohodki, to se pravi, rečemo, obresti morajo biti enake nič, plače so pozitivne, to se pravi, večje od nič. In zdaj tukaj je vprašanje, v bistvu, kako lahko pride do tega, da je v bistvu krivulja ponudbe takšna, ponudbe kapitala takšna, da je dohodek enak nič. To je Marx v bistvu nekako razložil s tem, da če imamo kapital na horizontalni osi in obresti na vertikalni osi, to ni bila dejanska ponudba. Potem pa pride do tega, da kapitalisti med seboj tekmujejo, kdo bo ponudil kapital po nižji obrestni meri. To se pravi, pri tej normalni situaciji, če lahko to rečem, običajni ali pa dejanski, bi bila velikost dohodka CP, lahko rečem, ali pa D, in to bi bila količina kapitala, ki bi bila na trgu. Ko pa pride do tekmovanja, vsak kapitalist pravi, da je pripravljen po nižji obrestni meri na trg ponuditi svoj kapital in konkurenca med njimi pripelje do tega, da je potem pripravljenost ponuditi kapital takšna, da je to ponudba kapitala. To je pa pripravljenost potem. In tukaj vidite, da je potem dohodek kapitala enak nič.
Ne? To je v bistvu Marx v bistvu tako razložil. Ok, zdaj pa tretja varianta, ki jo bom jaz na posebnem grafu narisala, je pa potem, da imamo monopolno situacijo, to se pravi, da pride do omejene konkurence in vprašanje je, kaj se takrat zgodi z dohodki dela in kapitala. In bom narisala graf, že spet delo pa kapital. Tukaj bomo imeli dohodke dela, tukaj bomo imeli količino dela, potem takole imamo dohodke kapitala, pa količino kapitala, neko povpraševanje, takole. No in narišemo zdaj tole najprej, bom rekla, normalno ponudbo, in tukaj že spet tale normalna ponudba, Dobro, tukaj nisem najbolj ponesrečen zbrala. To se pravi, to je tisto, kar smo štartali v zgornjem grafu. No, potem smo pa rekli, da pride do omejene konkurence. In kaj se zgodi? Ja, delavci zdaj vejo, da v bistvu kapitalisti ne bodo pripravljeni imeti dohodek, ki je enak nič. Se pravi, da bo ponudba kapitala SMB, to se pravi, se dvigne gor. Se pravi, da njim pripadajo neki pozitivni dohodki, to je količina kapitala, tukaj so obresti oziroma dohodek, Delavci pa odreagirajo tako, da v bistvu povečajo ponudbo svojega dela, To se pravi, da njim pa dohodki dejansko padajo, Če so bili prej tukaj visoki, se pravi, da je to DN pa KN, te dohodki dejansko padajo potem na DM KM. To se pravi, za določen del, tukaj se jim dohodki dole se jim zmanjšajo, tale del se jim pa povečajo, Pri monopolistih je pa jasno, da je to v bistvu njihovo povečanje dohodkov. Zdaj, situacija je pa tudi lahko takšna, da je tudi omejena konkurenca med kapitalisti, to bi bilo potem krivulja SMV, kar pa še poveča njihove dohodke, to se pravi, da to bi bilo DMV. Sicer se količina malo zmanjša, ampak potem oni pridobivajo še tale del dohodka. In tukaj potem pride do izkoriščanja. Smo rekli, da obstajajo pozitivne plus negativne monopolne rente, To sem jaz označila z rdečo, Se pravi, takole, to je plus pa potem minus, kar se dogaja. V glavnem pride do izkoriščanja, po Marxu tukaj potem kapitalisti v bistvu izkoriščajo delavce, In ker monopolisti dobivajo pozitivne monopolne rente, delavci pa negativne monopolne rente. Najlepša hvala.